Vrv iz trave, se pravi tukaj, ko nam zmanjka materijala, dodamo nov material, da ga lahko, torej da vrv lahko poštukamo, da lahko nadaljujemo s pletenjem in bomo to tudi zdaj pokazali. Vi ste bili pa na vrtu. Najprej vzameš eno vrv, je takole vzameš dva konca, en konc daš čez drugega in potem ti nastane taka, kako naj rečem, tako za... Ena pletenka, ja, pletenka, ja. In pol še... Tako, kot bi si hotel čevlje zavezati, a ne rečeva? Ja. Začetni In pol vozi. še enkrat to narediš, še enkrat enako narediš, samo na drugi strani in imaš vozil. Takole pol preveriš, če je. Če te prav. Ja. Odlično, Andrej, bravo. Ok, zdaj bomo pokazali, kako se v praksi napne vrv med dvemi drevesi. Prosil bi za eno prevezo, imamo kakšno prevezo? Bravo. Prosil, če lahko primeš, hvala. Bom prosil še nekoga, da bo preveril, če kaj vidim, da ne boste rekli, da kaj goljufam. Vse čisto sem videl. Ja, ne vem, boste preverili. Boš prišel pogledati, če kaj vidim, a ne? Se vidimo po glasih, ok? Grem za nekaj časa v temo. Spravi, jela me je noč. Naredimo ambulantni vozel, gor smo rekli, a ne? Poiščem vrv. In konc je prevlečen celo čez, da vidim, če je kaj zapletena, ima kakšen vozel kje ali karkoli. In vidim, da nima. Ok? Misliš, da je dober? Ja. Bo kdo preveril, če kaj goljufam ali pa kaj? Koliko številka? Koga? Koliko številka? Številk? Prstov. Koliko prstov? Ne vem. Zdaj tudi koliko preveriš. Sam ne me udariti, prosim. Kdo je tle? Ne vem. Ste preverili? Kdo sem jaz? Ti si Andrej. Kdo je on? Kdo je on? Sam po glasu vas poznam. Dobro. Ujela me je noč in rabim narediti kaj? Smo rekli med dva drevesa napet vrv v popolni temi, nimam žigalnika, nimam svetilke, nimam nič. Ne? Ok? In kako to naredim? Se pravi, zdaj si bom podaljšal roko, pazite, da ne bom koga mahnil, ker ne vidim nič. Prav, z vrvjo takole poiščete. Poiščete drevo, gledate, da je primerne debeline in imamo nadaljevanje vrvi in konec vrvi. S koncem vrvi grem lahko spodaj ali zgoraj, kaj želite? Zgoraj. Zgoraj. Ok. Pravi, to je Konec. konec in to je nadaljevanje. In s koncem vrvi gremo nazaj proti samemu koncu, se pravi, ta konc ovije samega sebe trikrat potem tlele nazaj v tej smeri, od kjer je prišel. Prav, enkrat, dvakrat, trikrat. Temu rečemo tesarski vozel lahko ali začetni vozel. Ok? Ga zategnemo
ne? Ko je vozel napet, on drži res neverjetno. Se pravi, se ne premakne nikamor po drevesu, ne gor, ne dol. Tako ga enostavno razdremo, prilagajamo višino, a ne, kot vidite. In recimo, da ga bomo zdaj imeli malo višji, bomo malo probali plezati skozi, a ne po vrbi. Evo ga. Drži? Drži. Poiščem drugi konec. A ste še vsi tukaj? Da. Je taka tišina, ne morem verjeti. Bravo, lepo. Ok, spet si podaljšam roke in grem iskat naslednje drevo. Zakaj imam vrv? Zato, da se ne bi kakšno vejo. Kaj bo, če je pol prepad? Kaj če je? Če je prepad, Prepad. ja. Nima sreče. Prižgeš Ja. svetilko. No, vak. Nima sreče, sej veš kaj, drugače pa tudi čutiš, a veš, vsak korak, ne? Preden prestopiš pa težo preneseš, tudi čutiš, a si trdno stojiš ali ne, ne? Ker če nimaš trdne podlage, ne boš niti stopil, a drži? A? Je. Sej čutimo tudi z nogami, ne? Seveda jaz moram tudi čutiti, kaj imam pod nogami, imam skalo ali imam palco, lahko smo sred gozda, kakorkoli, ne? Nima veze. Pravi, ovo je tukaj, če pride do lejžga. To je žan. To je žan. To s mene zadev. A boš pol mene prvedel? A sem tebe zadev? Ne. Hecajo se. Okay. Vsi se sam Tole, nadijo. tale vrv, vidite, je zelo elastična, ne? Se pravi, moram kar precej, kakšen meter pred drevesem narediti tako alpinsko zanko. Se pravi, alpinsko zanko naredite lahko kjerkoli na vrvi, na začetku, takoj za začetkom, na sredini, na koncu, kakorkoli. Se pravi, tako naredite, date roko gor na vrv, jo vijete trikrat okrog roke, okrog dlani, a vidimo? Ja. Ja? 1, 2, 3, ne? Tri črte so tle. Ja. Prijemo z roko od spredaj noter, zagramo tole zanko, jo povečamo to, kar želimo. Lahko jo povečamo to, da se jaz lahko dam čez rame. Prav temu rečemo tudi topovski vozu, ampak zdaj ne rabim toliko velike, bom naredil tako manjšo in gre samo od zadaj s to zanko pod obema vrvema pa ven in zategneš. Prav temu rečemo, kako? Alpinski. Alpinska zanka. Sprav ta zanka ne potuje po vrvi nikamor, ne gor, ne dol, se ne zmanjšuje tole uho nikakor, v nobenem primeru. Tako da, kot sem rekel, so to lahko ljudje uporabljali ali za kje vleč, ali takole ročno, ali pa so si večjo zanko naredili, pa si dali čez prsa, pa je 10 ljudi vlekel recimo en top v hribih gor med vojno, a ne? Med prvo vojno, ko so bili gor v kaverneh, v gorah tisti fantje, katerikoli že, ne? Velja? Na drugi strani smo. Kako? Za tam. Za tabo smo. Za mano. Ja. Dobro. Takole, se pravi, zdaj gremo okrog drevesa. Poiščem tole zanko. V koncu taknemo čez zanko. In kaj se zgodi? No. Prav tle naštimam višino, ki jo želim. Nekje takole malo nad pasom, zato ker želim iti recimo po vrvi plezati čez potok ali pa čez reko. In zdaj, ko potegnem to vrv nazaj čez to zanko, ki sem jo naredil, se kaj zgodi? Napne se. Kaj? Katera? Ja. Celotna. Celotno. Tale celotno se napne, ne? Na tabo. A vidimo, ko gre. Ja. In potem, ko pridem do tega trenutka,
kar rečem, ok, dajmo reči, da je dosti napeta že, a ne? Naredim tako štirico tukaj, se pravi z dvema prstoma držim celo napetost te vrvi, a ne? Z dvema prstoma, lejte. A vidite? Ena, dva, z dvema prstoma držim. Z vrvico, ki mi ostane, tlele naredim štirico. Tlele je repek, tlele, ki imam pa palec, noter je pa trebušček štirice, vidimo. Številka 4. Tako. A vidite? A vidite ali ne vidite? Vidite? Pol gremo z repkom štirice nazaj, naredimo tako zanko in gremo nazaj in zatisnemo ta vozu. Zdaj lahko poiščem kakšen tale, kako se reče, storž ali pa kakšno vejo, lahko pa tudi konc vrvi entuelno damo noter v to zanko. Zakaj? Zato, da se nam ta vozel ne bi slučajno podrl, in imamo na ta način potem tudi vrv lepo spravljeno. Samo mačkano, da se tole najdem. Evo, tole zategnemo in je rešeno. Sprav, mi ne more nihče, tudi če potegne, razdreti tega vozla, ker pol bi se vse skupaj podrlo. Ko želim iti na vrv, jo vedno poskusite, kaj? Se obesiti na njo takole, se usesti, kakorkoli. Zakaj? Da preverimo, če je varno, če je vse v redu. Vidite, da je zelo elastična, da se tudi zelo upogiba. Kako se pa lotimo plezanja gor? Kdo ve? Kako? Bom pokazal. Se pravi, damo jo takole dol, damo nogo desno čez, zahakljamo gleženj, imamo na levi strani vrvi, koleno, desne noge pa na desni strani vrvi. Se uležemo gor na vrv, torej takole, tole se je nekaj dosti poveslo, ampak kljub temu vidite, da sem utal, in lahko tudi počivam takole gor. A vidite? Ja, ni najbolj udobno, ampak kakorkoli, Bomo jo še malo našponali, zato ker sem jo res konkretno raztegnil. Se pravi, vzamem ta šop vrvi ven, potegnem, da se mi zanka poveča, staknem ven, poiščem konc in, vidite, če se ta vozel zdaj podre, se vse skupaj pol podre. Zdaj to še našponam, ker ste videli, da se je zelo posedla. Tle je isti postopek kot prej. Tako. Zdaj načeloma ta vrv tudi malo bolj napeta, kot je bila. A ste videli? Ja. Prej sem že dosti raztegnil in sam pokažem, kako se pleza potem. Damo nogo čez, smo rekli, koleno gre na desno stran, če smo tako obrnjeni, Gleženj pa na levo stran vrvi od desne noge, če ste desničari, kakorkoli. Smo rekli, se uležemo gor,
se stegnemo in, kot sem rekel, lahko tudi takole počivamo. Ko se hočem premakniti tam nogo k sebi, se dvignem gor na vrvi, s celim telesom, tudi z rokama si pomagam in se potegnete takole naprej. Ok? A vidite? Boste poskusili. Ta varianta, ki greste od spodaj, vam odsvetujem. Ok? Resno odsvetujem, zato ker boste čofnali v vodo ali v reko ali kakorkoli. Zmanjkalo vam bo moči in boste mokri ali pa še kaj hujšega, da ne rečem, kam padli. Ok? Se pravi, ko končam, spet, če moram na hitro iti, se poišče ta šop vrvi, se spuli ven iz zanke, se potegne za tole vrv. Evo, končano. Potegnemo vrv ven. Potegnemo vrv k sebi. Razkopljemo tole alpinsko zanko, se čisto enostavno razdre. Vsak vozel, ki je dober, ki je pravilno zavezan, se hitro zaveže in hitro tudi, kaj? Kuku? Kaj se? Odveže, če je pravilno narejen. No, tale alpinska zanka je bila precej zategnjena, ampak nič ne de. Vseeno smo rekli, da se vsak vozel da tudi zalomiti, da ga razrahljamo. Takole, evo. Evo ga ni več. In grem samo še tegale začetnega tole podret. Potegnete tole ven, hop, končano. Ko zlagate vrv, naredite dva taka raztežaja, date to okrog vratu, stegnete levo roko in še pred tem vrv potegnete sep. Zdaj preverite, da ni gor karkoli, da ne visi. Se pravi, tukaj pride vrv dol in kjer pride dol, gre tudi nazaj gor. Se pravi, desna dol, desna gor. Oziroma, desna gor, desna dol, leva dol, leva gor. Desna dol, desna gor, leva dol, leva gor, desna dol, desna gor. In zdaj sem tle že pred koncem, moram dati malo nazaj. Takole. In ko dam roke takole od vratu dol, se tlele vmes ne sme biti nič povezano. Vidimo? Okay. Damo oboje takole skupaj. Poiščemo te dve vrvici, ki sta tle dol visita. Jih ovijemo takole trikrat gor proti zanki, kjer je moja roka, se pravi proti moji roki gor. Naredimo tak trik, da te dve vrvice potegnemo takole čez te zanke. Naredimo še eno zanko, jo poveznemo čez te zanke. Tako, držimo, poiščem spet te dve vrvici, ki visita dol in zategnem. Ok? In to potem lahko date v pralni stroj za še časa, pa se ne bo nič zgodilo. Se pravi, se ne bo ta vrv podrla. Potem si date takole gor na hrbet. Vidite, od spredje prekrižamo, od zadaj prekrižamo, naprtnemo vrv ob telo in si od spredje naredimo, kaj? Kakšen? Ambulantni vozel. Zdaj, če imamo predolge vrvi, najlažje pa tudi čevlje si najbolj škole zavezati, naredite kar dve zanki, ena preko druge, noter pa ven, zategnete in vse te končke, ki štalijo, zataknete za pas, narejen iz vrvi, da ko hodite po grmovju, da vas to se ne cufa. Se pravi, imate potem vrv takole zloženo, ko jo rabite, date dol in akcija. V redu? A bo šlo? Prav zdaj boste vi to naredili z odvezanimi očmi, kar sem jaz naredil
z zavezanimi. Velja? Upam, da ste se kaj zapomnili. Prav? Ja. Ok. Živjo. Živjo življenje. Če ima kak sum. Če ima, Če ima policaj kak sum, a ne? ja. Samo enkrat lahko sumi in jaz mu povem, če je ali pa ni. Ok. In to je to. In pol pa, če vi ne veste, kdo je policaj, ne, to je fora. A zdaj pokažem, Ja. kdo sem. Ok, zdaj pa prosim. Najbolj nedolžna. Ok, torej, kmet, ki ima najmanj proizvodne. Zdaj pa, naj mesto posumi nekoga. Čak, kdo Anže, prosim, da je tiho, pa prosim, da si ti tudi tiho. Jaz rečem vse od tega. Ok, kdo vse posumi njega? Vsi. Da vidimo tvojo karto. Morilce skupaj. Jaz sem bil Ja? Kdo je bil Ga damo ven. policaj? Aha, ni važno, je Ines. Kdo je bil Pač policaj? to besedno. In naj se zbudi morilec. Morilec naj pokaže na nekoga, ki ga hoče ubiti. Morilec naj zaspi nazaj in se zbudi policaj. Policaj naj pove, če bo uporabil svoj sum. Koga bo policaj posumil? Naj se policaj zaspi in naj ostane še rešilec. In naj pove, koga bo rešil. Rešilec naj zaspi in se mesto zbudi brez skorje. Policaj v tem primeru ne sme povedati, da je policaj. Ok. Zdaj pa povejte, koga sumite? Njega. Ok. Kdo vse sumi njega? Jaz sem ga pa čutil. Ok, dvignite roke, prosim. Pa visoko v zrak, nisem to. Ok, torej, mesto je ubilo morilca. Živ Andrej, Že kam gremo zdaj? na reko Bloščica. Se kopata, ne? Ja. Ko mi čakate? Je vroč dan, a? Zelo. Gremo. Preveč. Zdaj boš parejal frisbee po cesti. Se ne boste podajali, prosim. Čelo, stoj, priključi, v kolono po dva, prosim. Jakob, v kolono po dva, prosim. Hodimo. Po kateri strani ceste? Po desni, tako. Hodimo ob robu ceste in ne po cesti, prosim. Ja? Ja, ja što kot bil. Jakob, si sprejel? Kaj smo rekli? Da hodimo po... Čakaj. V levi strani. Prosim? Prosim? Noben tukaj ne ve, po kateri strani. Oba sta dobila enko. Oba. Po desni. Po desni hodimo kot skupina, a ne? Ok? Pa sem mislil, da ga bral. Ja, ja. Pa starišje. Kao. Nadja, sem te slišal, veš? Prišepetavanje ena. Ok, gremo. V kolono po dva, po desni strani ceste. Če rečem avto, se umaknemo z ceste, kot sem rekel. Je širše. In kot sem že rekel, ne hodimo po cesti, ne, ampak po robu ceste. Prav? Ja? Ok. A ja. Ti mogoče še skupaj. Kaj ste se ustavili? Pejte zdaj mim. Tako je mamica pomahali. Hello, hello. Živijo.
Nam je pa trave zmanjkalo. Super. Kančmo iti, gremo tjele med tistele drevesa. Jaz sem malo premalo. Jaz sem najboljši na svetu. To je nošeno. Si to on so. Vem samo, da so ušesa en je tako in tako. In samo združiš. Narobe si združila. Ne. Narobe si združila, no. Pravilno je. Torej, kateri vazo delaš? Tale, ta, ki se vrti, sem pozabil, kako mu je ime. Ribiški. Kaj? Ribiški. Ne, tale, vse. Ja. Ja. Takole. Pa je. Malo prenesem zapotil. Jaz znam. Damo raje nekaj drugega. Peče. A je ona mrnjava? Ja, to nije vas. Bom jaz najdel. Ej, Kori, pusti, prosim. Bomo raje, čekaj. Ne, a najprej Lars vprašam, če lahko damo zahodil. Ano, en voz s tem pokažem. Miki miške ušesa, pa samo ena vrvica, tista, ki je bila zadnja, gre na tole gor in lahko damo čez eno zadevo. In zadeva je tako dela, kot vidite, da če samo ena vrvica napeta, je že dovolj. Se pravi, ta je lahko čist sproščena, ne rabi biti napeta, pa bo vozu držal. Ta voz je značilen, reče se mu tudi jamborski, že ime pove, da se ga uporablja za privezovanje jamborov na ladjah. Se pravi, da so dali koliko, vsaj 4 vrvi, katere so držale jambor na mestu, a ne? Če ne več, seveda več. Je bo v smeru. Daj glavko. Ajde, punce da držimo. Glej, punca, daj kaj punca. To je veliko. Veliko, ja? Glej, koliko je rib. Vidiš? Kje so raki? Glej ga, a ga vidiš enega, ki gre proti nam? Glej ga. A ga vidite? A vidite tega raka? A lahko počakate. Še prišli nismo. Vidimo raka. Je kar velika, ne? Večerja je v vodi. Lože gremo. A to? Ne, od začetka, zdaj smo uredili, koliko je treba. Ajde. Igra se ostane. Ja, drugače Bravo. tudi za servis. Super. Evo, sam pozicije je bilo treba popraviti. Bravo. Daj, maš. Opa, pazi. Kdo je tekmo? Vi? Ne, tukaj si V redu je. A sem dober naštimal. Seveda.
Zelo dober. Si se pač dotaknil mreže. Če si ti ta Ne, ampak je šlo tlej. Ok, neveljavno, zelo dobro vam je šlo. Tako, ker nisem tudi jaz videl, kdo se je zadnji dotikal. ponavljamo. Ja. Kar je igra? A ti šteješ? Ne. Jaz. Dajte malo odnos prilagoditi, prosim. Pusti! Labi pusto. Zdaj imamo 9. Ja. Ajde, reš! Daj, čez! Yes! 10, 4. 10, 5 je. Bravo. Bravo! Aj, Ok, mreža je bila. Ne. Ampak se je dotaknil. Oni se dotaknu mreže, če se dotakneš mreže, je naša dotaknut. Tukaj nimaš neke mreže. Ne, fakt je, da če bi bila kle mreža, bi se od mreže odbila nazaj. Tako da imajo točko. 9. Dej, ti sklep. Ne, mi imamo. Ok, ajmo. Kaj vidi? Kje si? Žija!